Gospod Bogovič. Spoštovani predsednik, zahvaljujem se vam za pojasnitev včerajšnje izjave, kajti to, kar je bilo včeraj razumljeno tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kot je dejal kolega Jakovčič, je bilo povsem drugače in izraz italijanska Istra, italijanska Dalmacija nas je nehote vrnila ne samo v čase po drugi svetovni vojni in za dogodke, ki jih Slovenci, Hrvati, Italijani vsi obžalujemo, ampak tudi v čase po prvi svetovni vojni, ko je italijanski fašizem zadal veliko gorja temu delu Slovenije, Hrvaške, Evrope. Zahvaljujem se še enkrat za to pojasnilo in želim, da v tem duhu tudi zaključimo to temo, kajti sicer gre stvar v zelo napačne vode in ni v duhu 21. stoletja in vem, da se vi ne prizadevate za sovraštvo, ampak za prijateljstvo, zato vas še enkrat se vam zahvaljujem za opravičilo in vas prosim za jasno pojasnilo ljudem ob meji, ki to pričakujejo. Credo di averlo sempre dimostrato recandomi. Mislim, da sem tekom svojega celotnega mandata večkrat pokazal, da sem za mir med Italijo, Slovenijo in pa Hrvaško. Večkrat sem obiskal obe strani meje. In tudi v svojem članku, ki sem ga zapisal za pomemben italijanski časnik, sem dejal, da želim mir in da želim, da narodi živijo v miru. Večkrat sem obiskal tudi Črno goro, Makedonijo. Torej ne gre za to, da bi vzpodbujal sovraštvo. Gre zgolj za to, da sem se želel posvetiti tistim, ki so izgubili življenja v teh grozljivih letih. Gospod Tomašič je že govorila. Hvala lepa, gospod predsednik.